No, naše delo, ali pa podobno delo smo začeli že pred leti, in sicer, da bi naše zmogljivosti, pa tudi naše področje dela zaščitne reševanje predstavili in približali čim širši populaciji. V soboto pomembna, tudi že napovedana, državno preverjanje usposobljenja ekip prve pomoči civilne zaščite in Rdečega križa, tekmovanje gasilskih desetin mednarodno in pa ne smemo pozabiti tudi na domač dogodek, odnosno domač, ki bolj pritiče mestu Velenje, pa seveda 38 za srečanje rudarskih reševalnih enot, vključno z vaje. Zdaj najprej zahvala za odločitev, da so ti dnevi zaščite in reševanje tukaj v Velenju. Upam, da bomo kot soorganizator oziroma domačini poskrbeli za to, da bo tako, kot vi pričakujete od lokalne skupnosti. Zbralo se bo torej 14 ekip izmed 130, ki so nastopale na teh preverjenih. To so 6-članske ekipe, za sabo imajo 70-urni tečaj po programu Strokovnega centra za prvo pomoč v okviru Rdečega križa Slovenije in gre za najcelovitejši tečaj za nezdravstvene delavce. Celotno prireditev bo predstavil generalni direktor Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje gospod Darko But. V Sloveniji gre praktično za prikaz delovanja celotnega sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, predvsem za strokovno in na drugi strani tudi za laično javnost, tudi za mladino, za otroke. S tem pač na nek način skušamo krepiti zaupanje v ta sistem oziroma da pač bi ljudje zaupajo tudi reševalci in da vedo, da niso sami, ko pokličejo na pomoč. V sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami delujejo različne enote, društva in službe ter organizacije, ki upravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči ob nesrečah. Na tokratnih dnevih zaščite in reševanja jih bo javnost lahko podrobneje spoznala tudi izven tega našega šotora, se pravi na teh dinamičnih predstavitvah. Prikazana so prizorišča na panoju oziroma na televiziji. V naslednjem slajdu so prikazane lokacije dinamičnih predstavitev na Cankarjevi ulici. Na lokaciji Rdečega križa bo pa postavljen mobilni stacionarij, ki je namenjen namestitvi poškodovanih oziroma prizadetih prebivalcev. Za zaključek bi omenil samo še tek 112 je namenjen vsem reševalcem, vsem tistim pripadnikom naših sil za zaščito in reševanje in pomoč. Namenjen je predvsem njihovemu aktivnemu druženju in želimo, da postane tradicionalen. Tokrat se izvaja drugič, želimo ga organizirati tudi v bodoče. Pričakujemo do 200 udeležencev v 3 kategorijah, se pravi moški, ženske in ekipno, s tem, da so te kategorije še potem starostno razdeljene. Toliko z moje strani. Hvala lepa. Zdaj pa predajam besedo gospodu Franciju Petku. Člani in članice v 2 kategorijah. Kategorija A, kjer nastopajo tekmovalci 16 let in več, in pa starejši, v kategoriji B, kjer nastopajo tekmovalci več kot 30 let. Discipline, ki bojo, moram povedati, da v prvih letih smo imeli mokro vajo. Zaradi lažje izvedbe pa problemov z samim terenom smo to predstavili in sedaj nastopajo naše enote pravzaprav za suho vajo, to je disciplina mednarodna. V tej disciplini so tudi naše enote nastopale na gasilski olimpijadi v Franciji. To je disciplina z motorno črpalko in pa štafetni tek. Hvala tudi vam. Poveljnik Gasilske zveze Slovenije je bil to in na koncu pa še strokovnega vidika verjetno najpomembnejša prireditev. Zaščitne reševanje Velenje 2013. Gre za osrednjo vajo zaščitne reševanja, državno vajo, to je enodnevno kombinirana vaja celovitega preverjanja pripravljenosti, kaj to pomeni. V vaji bo sodelovalo 128 udeležencev in 25 vozil, neposredni strošek, lahko rečemo, da je relativno majhen, gre za 4000 evrov.
praktično in teoretično preveriti vse postopke ukrepanja prestopnih služb, tako organov vodenja, organov upravljanja, sistemov obveščanja, opazovanja in alarmiranja in pa prikazati dejavnost zaščite reševanja v tovrstnih dogodkih tudi širši javnosti, kar pomeni gre tudi za neke vrste promocijo ali pa če hočete za to, da javnosti povemo, da smo v državi Sloveniji pripravljeni tudi na ukrepanje v primeru takih dogodkov. Vprašanje pa vredno tako kot vse ostalo na koncu. Hvala lepa gospodu Dolščku. Morda še eno vprašanje postavim v imenu snemalcev, novinarjev, fotoreporterjev. Bodo imeli dostop do vseh prizorišč vaje? Ja, bomo se potrudili, da bo ta pristop mogoč do vseh prizorišč na organiziran način. Hvala lepa. Zdaj pa izvolite.